Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Današnjo pravljico pa poklanjam prijazni deklici po imenu Inja, ki zelo rada prisluhne mojim pravljicam. Otroci, tokrat bomo v pravljici spoznali prikupno miško, ki se je odpravila spat, a se je bala čudnih zvokov. A vedno znova jo je prijazni dedek pomiril. Mislite, da je mali miški naposled le uspelo zaspati? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Mala miška, lahko noč. Bil je čas, da gre mala miška spat. Potem, ko je dedek povedal pravljico, se je miška zvila pod svojo toplo prešito odejo. Vendar ni mogla zaspati. Pa če se je še tako premetavala in prevračala, momljala in godrnjala. Dedek, je poklicala, strah me je. Dedek je odšel naravnost v sobo male miške, da bi videl, kaj je narobe. Ne morem zaspati, dedek, je rekla mala miška. Temno je in zunaj slišim strašne glasove. Nikar se ne boj, mala miška, se je nasmehnil dedek in jo objel. Črna noč ti nič ne more. V postelji si lepo na varnem in na toplem. S temi besedami je šel spet iz sobe. Ravno v tistem trenutku pa je zunaj završil sunek vetra in na okno je nekaj glasno potrkalo. Tok, tok. Mala miška je kar poskočila. Dedek, je vzkliknila. Dedek je bil brž spet pri vratih. Kaj pomeni to torkanje, dedek? Je vprašala mala miška. Dedek jo je nato odpeljal k oknu in ji pokazal, kaj je zunaj. Glej no, je rekla mala miška. Saj je le veter, ki trka z vejo ob okno. In ravno tedaj se je zaslišal še en zvok. Bil je glasen. Hu, hu, nekje oddaleč. Mala miška je bila videti močno prestrašena. Ali ne veš, katera ptica skovika, mala miška? Je vprašal dedek. Je mogoče sova? Je vprašala mala miška. Ja, je vzkliknil dedek. Mama sova vsako noč odleti iz gnezda in leti daleč, daleč čez polja in gozdove. Zdajci pa se je zaslišal še en zvok. Bil je ho, ho. O, ta glas pa poznam, je vzkliknila mala miška. Pes je. Glasovi niso nič strašni, če le veš, čigavi so. Ne, mala miška, je rekel dedek. To ni pes, psi po noči spijo. Lisice pa lajajo čisto tako kot psi. Lisica vsako noč odide iz brloga in se odpravi čez polje. Ampak tebi se ni treba bati, mala miška. Nobena lisica ne bo prišla v hišo. Prisluhniva, mogoče lahko slišiva še kak drug glas, je rekla mala miška in dedek je bil takoj za to. Ni dolgo trajalo in že sta od potočka na vrtu zaslišala glasen čof, čof. Je to ptiček? Je vprašala mala miška. O ne, mala miška, je rekel dedek. Večina ptic po noči spi. To je vidra. Vsako noč zleze iz svojega brloga in skoči v potok, da malo zaplava. Mala miška je vedno bolj uživala, ko je poslušala nočne glasove. A kaj, ko je bila utrujena? Vseeno je napeto poslušala in z roba gozda zaslišala tap, tap. So to zajčki? Je vprašala in od zaspanosti na široko zazehala. O ne, mala miška, je rekel dedek. Zajčki se po noči v svoji luknji stisnejo drug drugemu. Oglašajo se neka druga nočna bitja. Jazbeci so. In če boš pošteno napela oči, jih boš videla čisto na robu vrta. Mala miška je pogledala jazbece,
potem pa je smuknila v posteljo. Zdaj, ko je vedela, kaj pomenijo nočni glasovi, je ni bilo nič več strah. Hvala, da si prišel k meni, dedek, je rekla. Dedek je zaprl okno in se nasmehnil. Z veseljem sem prišel, mala miška, je rekel. Nočem, da bi te bilo strah, zato boš v moji bližini vedno varna in ti ne bo hudega. Dedek se je sklonil, da bi objel malo miško in ji zaželel lahko noč. Tedaj pa, kaj mislite, kaj je videl? Glejte jo, no. Mala miška je bila tako utrujena, da je že trdno spala, zvita v klobčič kot črviček v moki. Lahko noč, mala miška, je rekel dedek. Sladko spi. In veste, kaj vam povem? Prav to je počela mala miška vso dolgo noč. Joj. Iskrena hvala pisatelju za tako prisrčno pravljico, ki na zanimiv in čisto logičen način pojasni, od kod prihajajo vsi zvoki. Po noči se res vse okoli nas umiri in šele tedaj slišimo zvoke, ki nas vznemirjajo, in naša domišljija ustvarja različne podobe zvokov. A ti zvoki so čisto običajni in nenevarni, zato je strah povsem odveč. Res prisrčna pravljica. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Saj pošasti sploh ni, v kateri pa boste spoznali medvedka, ki ga je strah teme. Ampak se tudi vse dobro konča. Lepo se imejte, otroci, in lepe sanje vam želim. Lahko noč.